Dober dan, lepo pozdravljeni in hvala lepa, da ste prišli na to novinarsko konferenco, ki je namenjena temu, kot ste slišali, da zavrnem razna podtikanja, ki se pojavljajo v zadnjem času in katerih cilj je na nek način me vplesti oziroma trditi o moji vpletenosti v bombni napad v Velikovcu 18. septembra 1979. Ta podtikanja se izvršujejo v obliki trditve, da naj bi bil, kot se trdi, neposredno obveščen o tem dogodku. Neposredno. Torej najbrž od storilcev ali organizatorjev. To seveda ni res. To sem večkrat zanikal in tudi opozoril na destruktivnost in negativni značaj, ki ga imajo takšna podtikanja. Danes sem opazil na spletni strani Slovenske demokratske stranke nekaj dokumentov, ki se pojavljajo v tem kontekstu in ki poskušajo ta podtikanja nekako utemeljiti. Rad bi povedal, da nič od tega ni doseženega. Nasprotno, prav ti dokumenti postavljajo avtorje teh podtikanj na laž. In v zvezi s tem bi, če mi dovolite, rad posebej opozoril na dokument, ki je neposredno povezan s tematiko bombnega napada v Celovcu oziroma v Velikovcu 18. septembra 1979. Domnevam, da ste ta dokument prebrali, svetujem vam, da ga preberete. Videli boste, da sta tu pomembni dve okoliščini. Prva okoliščina je datum nastanka tega dokumenta. Ta dokument je nastal 1. julija 1980, se pravi 9 mesecev in pol po tem dogodku v Velikovcu. A je to mogoče neposredna informacija, 9 mesecev in pol, o dogodku, ki je bil obširno obravnavan v medijih in predmet obširnega poročanja in razpravljanja. Če pogledate vsebino dokumenta, boste videli, da ta dokument ne pove nič drugega, kot daje povzetke medijskih poročil in pogovorov v zvezi z medijskimi poročili. Je to direktno obveščanje. To je več kot indirektno. To je dvakrat indirektno, ker je zasnovano na mediji in je namenjeno obveščanju v diplomatskem okviru, ki je bil potem seveda poslan še na druge naslove, tudi meni v moji nekdanji funkciji. Rad bi danes zelo jasno povedal, da odločno zavračam taka početja. Odločno zavračam vsa ta podtikanja, vse te insinuacije, ki so popolnoma neutemeljene, ki so moralno popolnoma nevzdržne in ki so tudi politično škodljive. Žal se ta podtikanja vključujejo v nek vzorec političnega ravnanja v našem prostoru in času, ki je izjemno negativen. To že prerašča v hujskanje. Jaz bi pozval vse, ki v tem sodelujejo, da se ustavijo. Vas, predstavnike medijev, bi pa predvsem prosil, da skrbno preberete to, kar se poskuša predstaviti kot tako imenovana neposredna obveščenost. Na koncu bi rad dodal še dve zadevi. Najprej nekaj o mojih dejavnostih v 70-ih letih. Leta 1975 sem diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani z diplomsko nalogo možne proceduralne osnove internacionalizacije problema slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji pred organi Združenih narodov. Ta diplomska naloga je dobila Prešernovo priznanje in na tej podlagi me je takrat Socialistična zveza povabila kot strokovnega sodelavca v Komisijo za manjšinska in izseljenska vprašanja pri Socialistični zvezi, tedanji široki politični organizaciji. In v tem okviru sem delal kot človek, ki se ukvarja z analizo, s pravnimi interpretacijami, analizo uresničevanja avstrijske državne pogodbe, analizo zakonskih osnutkov, ki so se v tistem času pripravljali in ki so imeli za cilj na novo urediti položaj slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji in ki so bili povezani tudi z nečim, kar se imenovalo popis posebne vrste, Volksabstimmung besonderer Art. In seveda okrog tega so nastale politične razprave, jaz sem v teh političnih razpravah sodeloval
Obstajala so posvetovanja med političnimi dejavniki v Sloveniji in predstavniki koroških Slovencev. In vse to je bilo moje delo. V nobenem trenutku to delo ni vključevalo nobenih takih reči, kot je potikanje bombe v Velikovcu 18. septembra. Dodal bi še to delo sem opravljal od leta 1975 naprej. Leta 1978 sem odšel na služenje vojaškega roka, odkudar sem se vrnil poleti, konec julija 1979 na svoje staro delovno mesto, strokovnega sodelavca v Komisiji za manjšinska in izseljenska vprašanja in tam izvedel iz medijev, z televizijskega poročanja z veliko osuplostjo, kaj se je zgodilo v Velikovcu. In seveda ta velika osuplost je bila značilna za mnoge ljudi, tako tu kot na Koroškem. In to osuplost sem seveda delil s predstavniki organizacij koroških Slovencev in oni so jo delili z mano. V enem trenutku pa nismo vedeli, kako točno je prišlo do tega dogodka, kaj je bilo ozadje in kakšne so podrobnosti. Vse to je bilo predmet kazenskih postopkov, kajti oba storilca sta bila prijeta, obsojena v Avstriji in o tem sojenju se je obširno poročalo. To sem dolžan povedati zato, ker se je okrog teh dogodkov in okrog raznih okoliščin tu napletlo veliko megle, se ustvarja veliko megle in celo nekakšne histerije, nekakšnega hujskanja. Resnično bi želel, da se to enkrat ustavi. In končno, konec leta 1979 sem bil imenovan oziroma izvoljen za predsednika Komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja. To je funkcija, na kateri sem bil do leta 1983, potem sem odšel na pravno fakulteto in tam se posvečal raziskovalni in pedagoški dejavnosti. No, za konec bi rekel še tole. Danes se veliko razpravlja o arhivih in skrbi me, ker je okrog te razprave spletenih veliko manipulacij, veliko se manipulira s preteklostjo in veliko energije se izgublja na teh manipulacijah, namesto da bi se ukvarjali s čem bolj koristnim in bolj potrebnim v času krize, ki ga doživljamo. Sam nimam nobenih težav z arhivi. In kar zadeva mene, kot državljana Republike Slovenije in kot predsednika Republike Slovenije, nimam nobenih zadržkov zoper to, da bi se dokumenti iz arhivov, ki se name nanašajo, tudi objavili. No, toliko sem želel povedati za uvod, sedaj pa lahko vzamem nekaj vprašanj. Hvala lepo, kot rečeno, torej nekaj novinarskih vprašanj.